Katero vprašanje si želite, da bi si že kdaj postavili? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje poudarja pomen kvalitetnih vprašanj, ki si jih morate postavljati znova in znova. In danes me zanima vprašanje ali več vprašanj, ki če bi si jih znova in znova postavljali ali pa vsaj postavili v preteklosti, bi vam danes prinesla boljše odgovore, boljše rezultate in boljšo sedanjost in boljšo napoved za prihodnost. Kvaliteta vprašanj definira kvaliteto odgovorov, ki jih dobivate. Dobra vprašanja vas vodijo v pravilno in boljšo smer razmišljanja. Slaba vprašanja vam ne dajejo odgovorov, ki jih iščete, in tudi vas ne usmerjajo v smer razmišljanja, kamor hočete iti. Dobra vprašanja so vprašanja, ki dvomijo v vaša omejujoča prepričanja ali pa dvomijo v vaše omejujoče razmišljanje. Dobra vprašanja so vprašanja, ki se nanašajo na razmišljanje o vašem razmišljanju. Dobra vprašanja so vprašanja, ki vas bodo peljala naprej. Dobra vprašanja so vprašanja, ki vas bodo na nek način prizemljila ali pa osredotočila v ta trenutek, v to, kar lahko sedaj naredite. Katera vprašanja si želite, da bi si vedno znova postavili že kdaj v preteklosti? Če vam dam nekaj primerov dobrih vprašanj, so tista klasična. Kaj je moja strast? Kaj si želim početi v življenju? Kaj me navdihuje? Če bi imela pol leta življenja, komu ali čemu bi rada ta čas namenila, posvetila? Kaj počnem, da se takrat čas ustavi? Če bi imel vsa denar na tem planetu, kaj bi si želel početi in kako bi rad takrat služil ljudem in jim dajal neko vrednost, znanje, izkušnje? Kdo sem jaz? In kaj je moje poslanstvo na tem planetu, v tem svetu? Kako sem lahko srečna s tem, kar imam? Kako lahko s tem poslanstvom? Kako lahko s tem telesom, s temi darovi, ki sem jih dobil ob rojstvu, naredim največ, kar lahko naredim? Kako lahko uživam ta trenutek? Kako sem lahko hvaležna? Kako sem lahko hvaležen za življenje, za dihanje, za kisik, za ta trenutek? Ne vem, če so ta vprašanja, ali pa vsaj eno od teh vprašanj takšna, ki si jih želite, da bi si jih postavili že v preteklosti. In zapomnite si nekaj, najboljši čas, da posadite drevo, je bilo seveda 20 let nazaj, in drugi najboljši čas je v tem trenutku, tukaj in zdaj. Si postavite dobra vprašanja, kajti dobra vprašanja vas bojo peljala v dobro in drugačno razmišljanje, drugačno in dobro razmišljanje vas bo peljalo v boljše in bolj pozitivno čustveno stanje in vse to bo generiralo vedenje, ki vam bo prineslo na koncu želeni rezultat ali vsaj želeno potovanje skozi izkušnjo ali pa pustolovščino, ki se imenuje vaše življenje. Želim vam veliko čarobnih trenutkov. Če se s tem coaching vprašanjem strinjate, prosim, kliknite na like. Glasujte oziroma povejte mi vaše strinjanje s tem mojim razmišljanjem, tako da kliknete na like oziroma všečkate, da napišete komentarje, Aleksander, ja, eno coaching vprašanje ali pa inspirativno vprašanje ali pa vprašanje za razmišljanje, ki bi ga morali že kdaj si postaviti, je točno to, kar praviš. Kako sem lahko srečna v tem trenutku? Kako lahko svetu pokažem srečo? Kako lahko živim moje poslanstvo, ki je, da sem srečen? Kako lahko odpustim? Odpustim ljudem, ki vem, da me niso načrtno prizadeli.
kako lahko odpustim sebi. Ker takrat nisem znal, nisem zmogel, takrat nisem vedela, kako lahko odpustim in dovolim, da grem naprej. Dovolim, da živim, da dovolim, da zaživim. Če se vsem tem, kar sem vam danes s tem coaching vprašanjem želel povedati, strinjate, ali pa vsaj z enim vprašanjem, ki sem vam ga postavil, prosim, kliknite na like, pomagajte mi z všečkom, pomagajte mi z delitvijo, pomagajte mi z komentarji, kajti čisto vsak komentar mi pove, da ste tukaj, da ste na drugi strani, da smo povezani, da smo v stiku, da skupaj gradimo lepšo prihodnost. Bodite pozitivni, bodite zdravi in ko bi čakam, da se spet vidimo na naslednjem coaching vprašanju, do takrat kliknite na like, komentirajte, delite in še enkrat hvala, ker ste.